Projektu Središke oljarne in mešalnice so se pridružili kmetje in ponudniki Franc Štohec, Marjan Mlinarič, Ivan Horvat, Slavko Trstenjak, Marko Kočevar, Dušan Žinko, Božo Klajnčar, Marija Kuharič, Aleš Borko, Dušan Bauman, Dragica Florjanič, Davorin Žerjav, Danilo Žerjav, Franc Puklavec in Stanka Rakuša. Skupaj so v zadnjih 3 letih razvili nov produkt, središko bučno olje in še vrsto drugih izdelkov iz bučnic. Med cilji pa je bilo tudi povečati prodajo teh izdelkov, zagotoviti trajnost projekta in delovnih mest ter varstvo okolja. Dosežene cilje je predstavila direktorica. Proizvedli smo nov produkt, središko bučno olje, ki ste ga lahko oziroma boste ga lahko tudi na sami degustaciji danes poskusili. To bučno olje je narejeno iz semen, ki so ga pridelali naši partnerji v projektu. Potem naslednji produkti, ki smo jih nekako dali na naše trgovske police, to so bučni hrustavčki, mlinci z bučnim oljem, bučnice z okusom česna, čebule in pa rožmarina, široki rezanci z bučnicami, bučni svedri, bučni namaz, bučotela z različnimi okusi, središko bučno olje s ptujskim lukom. Naslednji cilj je bil, kot sem že omenila, zagotoviti trajnost projekta in delovnih mest, ki bodo z njim ustvarjena. V glavnem, zaposlili smo Lovrec Luka za nedoločen čas in pa pogodbeno partnerstvo seveda želimo ohraniti in pa naprej peljati aktivnosti, kot so izobraževanje, povezovanje s kmetijsko svetovalno službo in pa samo promocijo teh izdelkov, ki sem jih ravnokar naštela. Zdaj, trajnostni razvoj kmetijstva, ki bo ekonomičen, učinkovit, konkurenčen, hkrati pa okolju prijazen. Dosegli smo naslednje, oziroma moram reči, da smo zagotovili, pa tudi v bodoče bomo zagotavljali odkup vseh bučnih semen, ki bodo seveda pogodbeno vezana pri nas. Tako da s strani partnerjev smo dobili v letu 2018 25.000 pa 70 kilogramov bučnega semena. To so seveda bučna semena preračunana v suho, vi ste pripeljali mokra, katera smo mi posušili. V letu 2019 je bilo 16.635 kilogramov, vemo, da smo imeli v letu 2019 izredno slabo letino in pa v letu 2020, ko se tudi v sam projekt šteje tale realizacija, če smo ga seveda uresničili ali ne, pa smo z skupnimi močmi nekako prevzeli 31.340 kilogramov bučnega semena, se pravi suhega bučnega semena. S tem smo tudi zadostili nalogam v samem projektu, eno izmed nalog. Potem pa konkurenčna cena in pa redno plačilo kvalitetnih bučnic. Seveda smo se trudili, da smo podali konkurenčno ceno, kar smo tudi za samo pogodbo zapisali, tako da v letu 2018, ko je bila izredno dobra letina bučnega semena in so cene bučnih semen padle, smo mi kljub temu našim pogodbenim partnerjem dali res spodbudno ceno in razlika med realizacijo, ki je bila v prodaji preko projekta in pa če primerjamo z rednimi cenami, ki so takrat veljale, smo mi našim partnerjem plačali bučna semena v znesku 12.929 evrov več, kot bi jih dobili, če ne bi bili v samem partnerstvu. No, v letu 2019 in pa 2020 so razlike nekoliko nižje, ker se je tudi ostali odkup samih cen nekoliko povišal. Tako da partnerji v projektu so dobili, se pravi strani našega nakupa, lahko rečemo, 17.187,29 evra. Več, ker so sodelovali v projektu. Tudi pri prodaji na lokalnem trgu so bili uspešnejši, saj so samo v zadnjem letu pred zaključkom projekta ustvarili za 100.000 evrov prihodka. Med cilji projekta je bila tudi promocija izdelkov, kar jim je s udeležbo na sejmih in drugih podobnih prireditvah tudi uspevalo.
S projektom pa so uspeli zagotoviti tudi zdrave pridelke, saj je kar 10 sodelujočih kmetijskih gospodarstev buče pridelovalo v zaščitenem območju Nature 2000. Tudi sodelujoči v projektu so z rezultati zadovoljni in, kot so povedali, si sodelovanja v takšnih in podobnih projektih še želijo.